Nuove donne. Da così teleportacije su dobro. Kako mi je na ovdje
When you press, those are ready. That's what you do. Sense you how hard you press. No. They're all full. And the vector result is this color, right? So it gives you this color. That's basically Velik naši. A vidiš da su se ti umaknuli? A vidiš? Aha, počas. Ne? Vidi Darika. Prima. А может даже 3 знака. Окей.
Tukaj je vse, tukaj sem imel SRV, ko sem prišel, se mi zdi, da je širši jaz si vodo probu. To je prav tako zamika, da moraš vstopiti. Ja, jaz se tem Ja. Ne moraš upred, da se ne bi. Sredko se lepo spustil. Ampak to je čim gladko. Kako pa to teče? A ideja je bila pa skupna, da to združite? Tako nekako, ja. V bistvu je bila najprej ta skulptura, pa smo najprej imeli inštalacijo podobno. Smo pa malo razširili zadevo. Ja, nekaj kukar senca, veš, kukar takrat, ko pada na, kukar če bi padale na te kapelce in kar je strani. Sveš prste, ne? Zadnje 4 dni. Gremo tam bar, pa gremo No, jaz upam, da bo zdaj dala ven. Brez veze. A ne? A pa vidiš, da se zares prišakajo, da se počasi gre, da se ne počasi. Sam brez fizične skulpture ne bi bilo tega. Ampak to je zdaj sinergija v bistvu. Pa je bilo tudi spremenirano. Explain how does it work for the people on the street. Basically, we have a projector and Kinect sensor that reads the depth data, right? And we can get a quite nice model of this surface here. And then what it happens in each frame, it's a few thousand particles. And we included some additional dynamics to make it look alive. Exactly, thank you. In dobrodošli na letošnjem v oklepanju majskem salonu ZDSLU 2007. Resnično se organizatorjem in pa sodelavcem tega muzeja iz srca zahvaljujemo za gostoljubje in vabim kot prvo gospod Tinko Selič, da v imenu muzeja spregovori pa zdravnih besed. Spodbudni, ali nekaj. Dober večer, spoštovani obiskovalci, spoštovani člani Zveze društva likovnih umetnikov, spoštovani člani žirije, spoštovani vsi gostje. Z velikim veseljem vas pozdravljamo v Narodnem muzeju Slovenije in najprej opravičujem našo direktorico, magistrico Barbaro Ravnik, saj je morala na nenadno pot v tujino. Čeprav v muzeju v največji meri raziskujemo in predstavljamo življenje v preteklih obdobjih, vendarle svoje delo posvečamo vsem nam, vam, vsem generacijam sodobnikov, no, upamo, da bodo kakšne stvari tudi preživele kakšen narod. In če hočemo doseči vrhunske rezultate, v svoje delo vključujemo najsodobnejša znanstvena dognanja. Zato se povezujemo s strokovnjaki iz drugih področij in ravno zdaj, denimo,
naravoslovne metode v muzejskem delu mogoče spoznavati in tudi preizkušati na razstavi Preteklost pod mikroskopom, ki je na ogled na Muzejski ulici v Ljubljani. In ravno v povezovanju je ključ. Zato smo zelo veseli, da lahko tudi letos gostimo najpomembnejšo letno razstavo članov Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov. In menim, da umetnin na tej razstavi ne bomo samo občudovali. Nagovarjajo in k premisleku nas vabijo novi aktualni mediji. Želimo uspešno in odmevno razstavo in iskreno čestitamo nagrajencem. Hvala. Ilka, hvala. Nagrajenci pridejo na koncu, to se pravi, če ravno bomo večkrat daljši. Postanite, je zanimivo. Zdaj bi pa takoj prosila k besedi gospod Mojco Smrdu, predsednico umetniškega sveta, ki je že pred 2 leti bila tisti krivec oziroma krivka, ko je prišla kot predsednica za umetniški svet, da smo spremenili določena pravila in začeli z selekcioniranimi razstavami v okviru majskega salona. Letošnji majski salon je salon za DSLU in je zaradi objektivnih okoliščin predstavljen v jesensko-zimski čas in bo trajal do 25. februarja, tako da upamo, da bodo še si prišli obiskat pa ogledati in si razčistili večino vprašanj, ki vam jih postavljajo letošnji izvrstni in izbrani artefakti. Mojca, prosim. Dobar dan vsem skupaj. Me veseli, da ste se zbrali v takem številu, se pravi, da je veliko ljubiteljev te umetnosti. Jaz bi rada pojasnila, zakaj smo se v umetniškem svetu dogovorili, da spremenimo, kakor je Olga povedala, ustaljeno prakso prejšnjih umetniških svetov. Zdaj se nam je, da enostavno moramo malo poživiti celo zadevo, da moramo iti v neke smeri, ki so zelo zastopane v našem društvu, pravzaprav v vseh 9 društvih, ki sestavljajo Zvezo društev slovenskih umetnikov. Zato smo se lani odločili, da bo selektor lanskega leta razstave Majski salon, mednarodna AIKA, to je mednarodna kritikov, sestavljena iz mednarodnih kritikov. Medtem ko letos smo pa povabili nove medije in profesor Sreča Dragana, našega kolega pravzaprav, zato ker se mi zdi, potem smo ugotovili, da v bistvu večjega izbora te umetnosti je bilo pred 20 leti, tako da je bilo skrajni čas, da se spet posvetimo temu in verjamem, da nobenemu od vas ne bo žal, da ste danes prišli na to razstavo in da boste večkrat še prišli pogledati, kakšna stvar, ki vam je ostala v srcu. Dobrodošli še enkrat in lepo se imejte. Že v prejšnjem stoletju so se začele nove tendence, novi trendi in pa nove naveze in pa nova iskanja na področju likovno-vizualne umetnosti. Umetniki niso več v današnjem času, na prihodu v 21. in v 21. stoletju na začetku, iskali toliko samega sebe, kot so začeli iskati sebe v kontekstu sveta okoli sebe. Več in pa vse, kar se tiče letošnjega salona za DSLU, vse, kar se tiče izbora in umetnikov, nam bo povedal profesor Srečo Dragan in verjemite mi, mislim, da smo 10 dni bili vsi precej izven svojega konteksta in svojega življenja in precej nadkleni, ker
da smo postavili to razstavo, gre seveda profesor Dragalo, njegovi ekipi, profesor Strehovcu in pa tudi profesor Nikol Rujk, ki so bili selektori in pa žiranti za nagrade. Profesor Dragan, prosim. Ja, tako. Jaz bom se najprej zahvalil svojim stanovskim kolegom, da so mi zaupali to, da rekel, kar težko nalogo. Težko je naporno. Seveda so mi zaupali tudi to, da povabim tako za izbor Janeza Strehovca in da povabim za žirante za nagrado, največjo nagrado tega salona, tudi še seveda kolegico Nikol Rujk. To pomeni, to je bilo potrebno reči zaradi tega, ker to je bil tisti štart, da sem lahko razmišljal v konceptu te razstave in seveda, ker deluje v tem področju, ni bilo težko potegniti neke usporednice in reči tako. Danes na eni strani imamo umetnike, ki delajo pretežno recimo klasičnih medijih in te razstavljajo ob svojem času, na svojem prostoru in daleč drug drugega razstavljajo pa medijske umetnike. Videl sem tudi, da je veliko, ne samo, bi rekel, daljših stvari, ki se stalno ponavljajo, tako na eni strani kot na drugi, tudi na medijski strani novih medijev in interaktivnih instalacij je ogromno stvari, ki pač človeka ne razveseljujejo, ga navdušujejo in nasploh ga dolgočasijo. Zato smo rekli, ok, letošnja razstava je posvečena, to se pravi, prehodu, da umetniki, ki hoče svoje delo predstaviti in dela v klasičnih medijih, ali je sposoben ob tej predstavitvi na razstavi vstopiti tudi v področje medijev, izkoriščati to tehnologijo za podajanje svojih stališč, idej, čustev, doživeti, karkoli. To se pravi, to je ena relacija bila in del umetnikov se je temu zvalo, zelo veliki del umetnikov. In na drugi strani seveda, tudi kot sem že prej rekel, mediji tudi izstopiti svoje aure interaktivnosti in pomembnosti in vstopiti v kontekst. Zakaj v kontekst? Zato, ker danes tudi medijska dela niso v fokusu samo interaktivnih instalacij, ampak so v fokusu, ki zadevajo esencialne, bistvene, človeško paradigmo, preživetja, evolucije in pa seveda perspektive. Tudi ta dela se ne realizirajo samo, kot sem rekel, v neki enoznačnosti, ampak nosijo na sebi na submedijalni ravni zapise, izjave, postopke, eksperimente in seveda to je treba spraviti v polje predstavitve. To pomeni tudi, bil je napor izveden tudi sa strani seveda teh umetnikov, ki se razlikajo v špici dogajanja intermedijske umetnosti. To je ena stvar, to se pravi, da lovimo ta fokus. Drug fokus je pa to, kar je že Mojca Smrdljeva rekla. Društvo je že pred časom, in to sem pač zapisal tudi v katalogu, 97. leta z modro roko, ker je prvič bila vzpostavljena medijska umetnost v takem izboru, v čistem izboru. V Jakobiču se je to zgodilo, je postavila take standarde, ker se je zavedala, prvič je bil izbor dosleden. Drugič so umetniki imeli možnost, da se za njih zgradijo posebni prostori dogajanja, to je projekcije interaktivnih že takrat instalacij in pa seveda videoprojekcij. In ta nivo letošnji selektor oziroma koncept ni hotel zdaj
samo nadgraditi ali pa z njim celo tekmovati, ampak kot sem rekel, fokus je bil, da vidimo, kje se danes srečuje ta neka izvirnost, ideja, uporaba tehnologije, uporaba vseh veščin, ki jih moji kolegi, seveda, ki delajo v tem, tudi v medijih, slikarstva, kiparstva, grafike, lahko izpostavljamo in tudi realiziramo. Tako imamo tukaj kar nekaj teh posegov. Imamo recimo krnca, ki združuje recimo projekcijo, ki združuje slikarijo in seveda, ki se navezuje na koncept neke paradigme, to je paradigme te blazno priljubljene Evrope, ki pa se seveda vnaša iz dneva v dan, ne tako prijazno, ne tako milostno do ljudi, ki prihajajo. To pomeni, ta kontekst neke paradigme je bilo treba spostaviti in on to spostavi z nanašalno plastjo slike in videoprojekcije. Potem imamo tukaj medijska umetnost in videoumetnost je vedno imela to prednost, da je uporabljala vso slikovno, vizualno materialnost prejšnjih medijev iz zgodovine in seveda eno od teh velikih polj navezav je bil tudi film. Tukaj imamo primer recimo Roberta Čemelča, kjer spostavi neko drugo branje prvega filma, ki je uporabil naracijo. Uporabil je sporedno potek od sekvence do kadra in prepeljal tudi tisto ključno sliko, ki so jo potem vsi popartisti v svet uporabljali, to je tale s pištolo, ki se v nekem trenutku tudi poveča. Potem imamo, zelo se vesel, da danes v predstavitvi so tudi važni protokoli komunikacij. Grafika v osnovi je to sled nekih vtisov. In tukaj imamo Črtomira Preliha, ki preprosto svojo grafiko omogoča, da ta postaja, ko se zloži skupaj škatla, ki jo mora gledalec, ki jo lahko gledalec, ki se udeležite razstave, seveda poslati sebi ali pa nekomu drugemu in ta jo potem razobesi kot škatlo, grafiko kot škatlo z vsemi sledmi pošte in pa seveda lahko jo pa tudi razstavi, če bo klasičen pod steklo, jo razne in postavi pod steklo kot vsako drugo pomembno grafiko. Potem je tudi še polno, da ne bomo svet našteval, ljudje vstopajo v različne te anotacije. Zdaj pa, če bi rekel, poudaril bi pa tudi seveda ta raziskovanja, ki danes res zadevajo neke bistvene, kot sem prej rekel, stvar evolucije, stvar paradigme preživetja, stvar, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in tako dalje. In tukaj so pa seveda tisti avtori, ki letos v bistvu vstopajo seveda v tem kontekstu v prvi plan zaradi samega izbora in samega naslova. Tako da jaz bi zdaj dal Nikol Hevit, da pove odločitev, to se pravi žirije Janeza Strehovca, mene ime, da razglasi glavno nagrado žirije. Odprtje se pa ne bo tako zgodilo med nami, ki smo napisani noter, ampak se bo zgodilo na ta način, ko bo skupina iz Kočevja z Dravačem izvedla performance. Ok, zdaj predam besedo najprej oziroma prekučem besedo. Okay, thank you. Good evening. I will speak in English and I believe Olga will translate. So first of all, thank you for inviting me, Srećo, and Janis and Olga. It is my honor to announce the main jury award of the Salon.
and the award goes to Narvika Bovtran and Aleš Valković. Da samo poznam, prepričana sem, da vsi razumete gospod Huj, ampak mislim, da se spodobi, da povemo par besed. Skratka, lep pozdrav. Bila je v žiriji in glavno nagrado žirije Salona za DSLU 2017 dobita Narvika Bovtran in Aleš Valković. Čestitamo. Jaz bo še prijavljeno na odločitev tezov So it's just a few thoughts and a few questions that their work opened up. So what kind of input produces a structure or an organization of coordinates that travel from a library to a database and re-enter the world as an object? Olga, shall I continue? Yes? Yes, please. What is the vessel of this memory? How does it travel? How does it mutate through time, space, data, and matter? And how is it reduced to an object that reopens new questions? Go ahead. The transmutation of oblique literary archives through time into delicate artifacts produced by a database of fragile connections that keep a trace of their source and become fragments of the future. Thank you. Kako vrsto inputa producira struktura ali organizacija, koordinat, ki potuje iz knjižnice do baze podatkov in ponovno vstopa v svet kot objekt? Kaj je posoda za osnovo, posoda za vsebine, za kontente tega spomina in kako potuje ter mutira skozi čas podatke in skrbi, kako je ta reprodukcija v objekt, ki odgovarja na nova vprašanja. Transmutacija knjižnih arhivov izgubi skozi čas tekste v delikatne artefakte, producirane z bazo podatkov, lomljivih povezav, ki vzdržujejo sled z izvirom in postajajo fragmenti za prihodnost. Še enkrat čestitamo Narviki in Alešu. Dovolite pa, da še povem nekaj. Žirija se je pred par minut odločala, kdo bo zmagovalec. Se pravi, zmagovalci so vsi, ki razumljajo in postavijo na ogled na tem salonu. Ampak kljub vsemu, med izborom, v ožji izbor za letošnjo glavno nagrado žirije, sta prišla tudi Marko Glavač in pa Maja Smrekar. Na koncu so metali kocko in dobili smo Narvika in Valkovića. Ne, se gecam, ampak skratka izbor je bil takšen. Ampak ta salon pa nima samo ene žirije, ampak je bilo dve žiriji. Druga žirija je bila sestavljena iz članov Zveze društva slovenskih likovnih umetnikov in sicer Marko Kovačič, Agata Pavlovec in pa Aleksandra Saška Bruden, se pravi iz umetniških svetov iz Škofje Loke, Maribora in Ljubljane, so naredili še en izbor in dobili smo še dva nagrajenca, se pravi nagrada za DSLU 2017 salona gre Marku Glavaču za njegovo znanstveno, raziskovalno, umetniško in ekološko naravnan projekt in drugi, ki ga je pa že tudi omenjal profesor Dragan, je pa Gorazd Krnc za svojo umetnino, ki posega in se giblja zelo veliko in zelo na široko na področju likovne umetnosti in povezuje z videom. Še enkrat čestitam vsem trem nagrajencem, ampak večera še ni konec. Z nami so tudi glasbeniki iz Kočevja. Se pravi, kočevski glasbeniki, zdaj pa počakajte. In pa performerji, da ne pozabim. In sicer najdemo jih tam med Markotovim objektom. So z nami Zoran Vidorajc, Tadej Repar, Roberto Bulešič,
in Maksimilijan Vovk. Zaigrali bodo in zapeli bodo skladbo Debla, se jim bo pa pri performancu pridružila tudi pesnica, umetnica Romana Novak. Prosim. Aha, pardon, z pesmijo, ki jo bo sama recitirala, in sicer Opazovalka. Izvolite. Kam marširaš s pisanimi vojaki? Tu živeli moji sorojaki. Nekoč njihov čar razumeti si znam. Danes bi ga rad čim draže prodal. Debla soba, debela soba. Podri, prodej, drevesna boli. Na čistini postavi si častni stojnik. Najbolj iz najboljšega lesa. Dokaj živel pozno časa. Debla soba, debela soba. Debla soba. Zadnje boš teplo. Takrat te bo v duši zazidlo. Posvetilo pod spomenikom preberi in hitro od dvorce poberi. Preberi in hitro od dvorce poberi. Preberi. Opazovalka sem in uživalka cenjenih strasti. A najraje
sama se sprehajam po telesu, nekaj tam nad 20. Nasladno, na pogrušnost, mladca prošnega privajam. Mu še dovolim, da iz sebe vame briskne belo kri. Še poželim si njegovega ega v sebi in med svojimi zobmi. Lačna sem usmic njegovih, nemirna po njegovem jeziku hlepim svoje telo, nebrzdane sile predajam, žgoči udajam 20-letni se slivi. Kakšno leto, nekaj čez. Sem opazovalka, sem uživalka in sem pri sebi opazila. Le mlada sila me unema, zaljubljena čustva v meni budi. Nemir zapušča v drugu in tihe vzdihe nežnih strasti. Je že odprta razstava? Thank you.